Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o nogometu. Naš gost je namreč član slovenske nogometne reprezentance Adam Gnezda Čerin, katerega prav lepo pozdravljamo v našem studiu. Lep pozdrav, najlepša hvala za povabilo. Kot rečeno uvodoma, ste član slovenske nogometne reprezentance in v zadnjem reprezentančnem ciklusu ste tudi uspeli doseči gol. Kakšni so bili občutki? Fantastični občutki, predvsem že to, da igraš za slovensko reprezentanco, da zastopaš barve Slovenije, je nekaj, kar sanjaš od otroštva, kar mislim, da vsak mlad nogometaš sanja, že ko začne igrati nogomet. Tako da je to res en poseben privilegij, posebna čast, da sem lahko s temi fanti v slovenski reprezentanci in tudi nekako tele zadetki, eni zelo posebni občutki, ko zadaneš gol za svojo državo, tako da neverjetni občutki. Sicer na mesto v reprezentanci ste navajeni, namreč že vse od kategorije do 15 let ste član slovenske nogometne reprezentance, ampak pika je na i zagotovo članska. Ste sanjali dejansko o tem, ko ste šli prvič na stadion pri Likarci, da boste nekoč pa nastopali za slovensko reprezentanco? Kot sem prej že povedal, mislim, da so to sanje vsakega mladega nogometaša, ki začenja svojo pot že od malih nog, tako da tudi sam sem obiskoval neke tekme slovenske reprezentance. Od malih nog pa potem naprej, ko sem rastel, sem hodil na tekme v Stožice, v Ljudski vrt, v Celje in vedno so bili neki posebni občutki, ko si šel na to reprezentančno tekmo. Tako da sem si vedno želel, da bom lahko enkrat del tega in ko ste že omenil, da sem bil tudi član mlajših reprezentanc, tako da sem dal čez vse selekcije, v katerih sem zagotovo dobil ene posebne, drugačne izkušnje, kot jih dobiš v klubu, tako da sem res vesel, da sem bil lahko del vsega tega. Ampak uvrstitev v reprezentanco ni kar samoumevna, treba je veliko dela, truda, ne nazadnje dobrih nastopov za klub, za katerega igrate. Trenutno ste bili v zadnjih 2 sezonah član nogometnega kluba Reka, kjer ste tudi odigrali kar vidno vlogo. Res je, zadnje 2 sezoni sem bil član nogometnega kluba Reke na posoji iz nemškega Nürnberga. Ta poteza se mi je išla kot odločilna mogoče v moji karieri, kajti eno leto v Nemčiji nisem igral in sem se nekako v Reki preporodil, kajti najbolj pomembno je za mladega igralca, da ima minutažo, da igra, da ne sedi na klopi, kar se meni dogajalo v Nemčiji, tako da res sem hvaležen nogometnemu klubu Reka, tudi trenerju Simonu Rožmanu takratnemu, ki je v bistvu me želel pripeljati na Kvarner. Tako da lahko ta zadnja 2 leta ocenim kot zelo uspešno v svoji karieri. Ne nazadnje je tudi Hrvaška nogometna liga prava valilnica bodočih vrhunskih igralcev. Tam imajo Dinamo, Osijek, Hajduk, ogromno derbijev. Kakšni so občutki na teh tekmah? Kako to gledalci dojemajo? Kakšno je vzdušje? Res je to ena odlična liga za mlade igralce. Mogoče v nekih stvareh podobna slovenski, sploh kar se tiče tega, da mladi igralci dobivajo dosti priložnosti, da so cilji klubov transferi, prestopi teh igralcev v večje sredine. Tako da se mi je to zdaj en korak, ki je smiselen v tem trenutku moje kariere in zadev sem v polno. Res atmosfera na teh derbijih, tudi na domačih, tako na gostujočih tekmah je neverjetna, predvsem za ta del Evrope. Recimo v Sloveniji, ko primerjamo, je tega bistveno manj, teh derbijev, teh polnih tekem, veliko navijačev, tako da je en poseben občutek, ko igraš na polnem stadionu. Kako je pa potem samo življenje med tekmami, kako je izgleda na ulicah? Takrat, ko je bila Reka prvak, sicer niste bili član ekipe, ampak še zmeraj, Reka je v vrhu hrvaškega nogometa, gledalci so temperamentni. Kaj to pomeni, ko vas srečajo na ulici? Reka je zelo nogometen grad, zelo se zanimajo ljudje v mestu za nogomet, tako da tudi na ulicah nas igralce prepoznajo, nas pozdravijo, prosijo za kakšno sliko. Tako da mislim, da je to čisto nekaj normalnega, nekaj, kar bi moglo biti tudi v Sloveniji bolj normalno, kakor je, oziroma mogoče v Sloveniji manj zanimanja za nek nogomet strani ljudstva. Tako da, kar se tega tiče, sem se na Reki počutil pravi nogometaš, če se lahko tako izrazim, kar je sigurno ena pozitivna stvar, dati neko dodatno samozavest, tudi potem na igrišču in res je bilo super. Omenili ste že trenerja Simona Rožmana.
prav on je bil trener v nogometnem društvu Domžale, kjer ste dejansko prvič odmevne opozorili nase. Kakšna je bila vaša pot do Domžal? Ja, moja pot se je začela v domačem kraju, v domačem klubu v Idriji. Lahko tudi tukaj omenim mojega prvega trenerja Borisa Freliha, kateremu sem zelo hvaležen že od malih nog za vse, kar mi je dal. Tukaj so tudi zdaj ostali trenerji, da ne bi vseh našteval, ampak prav vsakemu posebej velika zahvala. V Idriji sem imel dobre pogoje, dobro smo delali. V bistvu sem bil večino časa priključen starejšim selekcijam, ampak vseeno je pol prišel nek trenutek, kjer smo ocenili skupaj s starši, da je treba narediti nek korak naprej. Zato smo se tudi odločili za pot v nogometni klub Bravo pri mojih 10 letih približno. Kar pride tukaj zraven so recimo vožnje na trening v Ljubljano, na začetku 3-krat, potem tudi 5-krat na teden. In zdaj recimo, ko pogledam za nazaj, šele vidim, koliko je to bilo enega odrekanja, enega tveganja, ene energije vložene v mene. Tako da res posebna zahvala mojim staršem, ki so me vozili na te treninge, res neizmerno sem jim hvaležen za to, ker brez tega zagotovo ne bi bil tak nogometaš, kakor sem. Tako da ja, tudi z moje strani je bilo tukaj veliko odrekanja. Ostali vrstniki so mogoče imeli več prostega časa kot jaz. Jaz tistega, ki sem imel, sem izkoristil za šolske obveznosti večinoma. Tako da so to bila kar ena naporna leta, ampak kakor sem rekel, so se izplačala. Potem je sledil prestop v nogometni klub Domžale z 15-16 leti v kategorijo kadetov. In na to sem v Domžalah nekako preživel teh 5 let skupaj s šolanjem v nogometu, tako tudi v srednji šoli na gimnaziji Domžale. Prišel v prvo ekipo, takrat pod vodstvom Simona Rožmana, in na to prestop v Nemčijo, kjer sem, kot že rekel, nekako mogoče eno leto malo preveč sedel na klopi za mladega nogometaša, ampak je potem prišla ta Rijeka, ki je spet dvignila mojo kariero. No, ampak sedaj zgodba z Rijeko je s to sezono bila zaključena, vračate se nazaj v Nemčijo, klub igra v drugi nemški ligi. Že kaj veste, ostajate v klubu ali je na vidiku še kakšna izposoja ali mogoče prestop? Ja, zdaj trenutna situacija je taka, da imam še leto dni pogodbe z nemškim Nürnbergom. Posoja mi je iztekla z Rijeko. Za naprej v bistvu še ne vem natančno, kje bom, ker v nogometu so take stvari zelo občutljive. En dan si lahko tukaj, drug dan tam. Ponudbe različne so, ampak težko je v tem trenutku še natančno povedati, kje bom nadaljeval kariero. Zaenkrat je zagotovo samo to, da se vračam na priprave konec tega tedna v Nemčijo in od takrat naprej bom videl, kajti prestopni rok se šele dobro začenja. Kater pa bi bil za vas sanjski prestop, kater je tisti klub nogometni na svetu, ki vam je najbolj pri srcu? Ja, navijač sem Barcelone, že od majhnih nog. Sigurno je Španija ena država, v kateri bi se rad preizkusil enkrat v moji karieri. Španska liga, dosti sem jo gledal kot manjši, mislim, da bi mi tudi stil nogometa kar odgovarjal. Ampak ja, trenutno pa mislim, da moram najti eno sredino, kjer bom cenjen, kjer bom igral predvsem to, da lahko na igrišču kažem svoje kvalitete in to je bilo v tem trenutku najbolj pomembno. Čez nekaj dni boste praznovali svoj 23. rojstni dan. V teh 23 letih ste dejansko doživeli že marsikaj v nogometu. Pa me zanima, kateri je najlepši spomin na dosedanjo kariero? Ja, kot ste rekli, veliko sem doživel in vzponov in padcev, zmag, porazov že v tej mladi karieri. Mogoče, če bi mogel izpostaviti en trenutek, je bil to uvrstitev v Evropsko ligo z nogometnim klubom Rijeko, pa tudi prvi gol za reprezentanco. Sta sigurno dva taka spomina, ki jih bom polnil za celo življenje. Vaša vloga na igrišču je vloga vezista, ampak sedaj tudi vezisti dosegajo gole, se posvečajo obrambi, ni več tiste klasične vloge, kot je bila včasih. Ja, dejansko kot vezni igralec si nekako povezuješ napad in obrambo. Imaš tako defenzivne kot ofenzivne naloge. Meni je že od vedno bilo to mesto najbolj všeč, nekako najbolj raznovrstno, najbolj sem se našel tukaj. In ja, mislim, da je vezna linija srce ekipe in če vezna linija funkcionira, potem tudi ne funkcionira ekipa oziroma obratno. Tako da mislim, da
imamo kar eno veliko odgovornost. Ne samo odgovornost, tudi precej kondicije je potrebno. Če se ne motim, ste na Reki prav postavili klubski rekord po pretečeni razdalji na eni tekmi, skoraj 14 km. To je prav na podlagi te vaše vloge na igrišču, verjamem. Ja, res je vezist je pozicija, kjer se največ teče. Tako da ja, zdaj sam teh rekordov oziroma neki pretečeni kilometri mi ne pomenijo zelo veliko. Bolj pomembna je sama zmaga, sama predstava ekipe, kako izgledam na igrišču, ampak ja, je kar potrebno neke kondicije za tako kilometrino. Idrija vrsto let ni imela članske nogometne ekipe, pa imamo poleg vas še Darja Kolobariča, Žigo Freliha. Od kje ocenjujete, da ste tako uspešni nogometaši iz naših krajev? Ja, Idrija je zagotovo eno mesto z ogromno talenta. Res v vseh športih smo odlični športniki, zastopamo tako na državnem nivoju, kot tudi na klubskem odlično svoje klube. Tako da ja, ne vem mogoče skrivnosti tega, ampak je pa definitivno res, da nas je veliko in prav je, da je temu tako. Tako da sem res tudi vesel za ostale fante. Pred vami je še dolga kariera. Kakšne so želje, pričakovanja? Ja, zaenkrat je želja, da najdem eno sredino, kjer bom konstanten, kjer bom igral, kjer bom še naprej igral z reprezentanco, kajti poklic pride z igrami v klubu. Tako da mi je to glavni cilj, predvsem mi je cilj ostati zdrav, to je najbolj pomembno, se mi zdi. Potem pa, kakor sem rekel, v nogometu se nikoli ne ve, kam te bo pot jutri zanesla. Tako da mislim, da je recept samo trdo delo in vztrajanje in potem se pride na svoje mesto. Pa za zaključek še eno vprašanje. Letos ste bili prejemnik priznanja Športne zveze Idrije. Kako gledate na tako priznanje iz lokalnega okolja? Ja, sigurno ena potrditev dobrega dela v preteklem obdobju in tudi motivacija za naprej. Vedno je lepo dobiti priznanje, sploh v svojem domačem kraju, kamor se zelo rad vračam. V bistvu, ko je le mogoče, pridem v Idrijo, kjer imam tudi svojo družino, prijatelje. Rad se ustavim na kosilu pri stari mami Marti, pri dediju Iviju. Tako da res mi je lepo tukaj in ja, kakor ste rekli, priznanje zelo lepo, sem hvaležen in tudi motivacija za naprej. Adam Gnezda Čerin, še enkrat hvala za obisk v našem studiu, obenem pa želja, da bi nas še dolgo navduševali z vašo igro in pa, da bi dosegli še kakšen gol za slovensko reprezentanco. Najlepša hvala za povabilo in za pogovor. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za ogled tega pogovora in pa vabeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.